Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Letos mineva 20 let, odkar ste odprli prvo gorenjsko lekarno na Gorenjskem. Ja, res je. 20 let je že tega in v 20 letih se je marsikaj spremenilo in potrebe pač narekujejo svoje. Iskali smo rešitve za večje prostore, vanje smo želeli namestiti najsodobnejšo opremo lekarniško in veseli smo, da se nam je ponudila tale priložnost. Odločili ste se prav za ta novi center v Lescah. Ja, to je bila ena taka lepa priložnost. Najprej smo iskali možnosti tudi v okviru obstoječega centra, pač v zgornji etaži, vendar nekje prostorov, ki bi bili ravno prav veliki, za nas ni bilo. Tako da, ker se je ponudila ta priložnost, smo jo pač z veseljem sprejeli. Kako pa je s kadrom v vaših gorenjskih lekarnah? Imate dovolj? Ja, zdaj kadrovske razmere so trenutno kar zanimive, no. Ne morem reči, da nam v tem trenutku že zelo primanjkuje kadrov, se pa bojim, da se pa to nam lahko zelo v kratkem zgodi. Namreč gorenjske lekarne smo javni lekarniški zavod, torej smo javni sektor in kot zaposlovalci novih kadrov nismo konkurenčni farmacevtski industriji in podobnim. Tako da je pravzaprav ljudje, ki se odločajo za službe v lekarniški dejavnosti, morajo biti ljudje, ki so pač se izšolali za ta poklic, za to, da bodo pomagali ljudem in jim potem tudi ni problematično delati v turnusih, popoldan farmacevti tudi dežurajo, torej tudi sobote, nedelje, prazniki, ponoči. Pač to je usoda zdravstva, vsi jo delimo, ljudje so bolni ves čas, pomoč rabijo ves čas, bolezen ne vpraša, kateri dan je v tednu in koliko je ura, tako da to je ena posebnost, ki se mi zdi, da zdaj res mora priti do izraza tista res želja nekoga, ki se zaposluje v naši dejavnosti, res, da pomaga bolnim ljudem oziroma vsem tistim, ki pomoč potrebujejo, da potem ni prioriteta turnus dela. In koliko farmacevtov bo delalo v tej lekarni? Zdaj v tej lekarni so trenutno 3 magistre farmacije pa 3 farmacevtski tehniki, kar se tiče pač strokovnega kadra. Ekipo bomo pa po potrebi še prilagajali, če bo pač to potrebno, oziroma bomo videli, kaj bo čas prinesel in pokazal. Kaj pomeni današnja pridobitev s preselitvijo v ta novi del centra tukaj v Lescah? Jaz tako rečem, da je bila pravilna odločitev, ker prejšnja lokacija v centru sicer je bila dostopna tistim, ki so bolj ranljivi, ampak v neprimernih prostorih. To so sodobni prostori, tukaj je tudi robotsko delovanje. Seveda bomo malo razmislili, kako še bolj približati tistim, ki živijo v centru Lesc, ampak glede na podatke, ki jih je dala direktorica, da je toliko povišan promet, se mi pa zdi, da se že v prvih parih mesecih videlo, da je bila to prava odločitev. Seveda najbolj sem pa vesel, da smo se mi kot občina dogovorili s Salusom za najem prostorov za naš Rdeči križ in zdaj bo res olajšano, bom rekel, delovanje prostovoljcev, ker je nivojsko dostava preko 35 ton vseh podpornih izdelkov na leto in v naslednjem letu bomo tudi te prostore odkupili, da bojo v lasti občine Radovljica in jih potem jasno naprej dali, tako kot so zdaj v najemu,
tudi Rdečemu križu. Vam svečano predajam ključe in od danes dalje lahko uporabljate te prostore. Izvolite. Končno ste po mnogih letih dobili svoje prostore z današnjimi ključi, ki vam jih je predal sam župan. No, tako kot sem že povedala, uresničile so se nam pravzaprav resnično sanje. Mi imamo priložnostno skladišče, ampak je v večstanovanjski stavbi v kletnih prostorih neprimerno. In tisto, kar pa smo imeli večje dobave, smo pa pač gostili pri eni od naših prostovoljk, dobesedno izselili smo jo. No in sedaj vam ne bo treba več nositi po stopnicah, tako kot ste morali prej. No, to skladišče pravzaprav še vedno ostane. To je za intervencije v primeru naravnih in drugih nesreč. To je pa veliko bolj primerno, ker je v nivoju in pa dostopno tako za naše prostovoljke, kot tudi za prejemnike, saj je avtobusna postaja, železniška postaja, vse je na dosegu roke. Hvala lepa in uspešno. Lepa hvala.